Rad bi se dotaknil ene teme, ki mi je zelo pri srcu. Franšize, ki jo morajo vsi znati in gledati in Naruto. kupiti vse. No, it's One Piece. One It's Piece. One Piece. Ne, 22. julija je bil One Piece World, One Piece Day. A ni zdaj bil celo 25. obletnica ali nekaj tako? Ali 15? Se pravi, One Piece je bil narejen 97, torej izračunaj, mogoče je imel anime 25 let ali kaj Štega takega. smo mi bili v osnovni šoli. Tako da, ampak anyway, 22. julija. Omenil nov trailer. Ja, 22. julija je bil One Piece Day in nič posebnega se ni dogajalo na ta dan. Na Japonskem so imeli pač poseben, like festival, convention type of thing, kjer so predstavljali novosti v svetu One Piece franšize. Med drugim, ne vem, različne igre, omenili so trading card game in expansion. Kaj, Marko Horda doma na polno? Film pride To je ven, še zgodba tudi. za drug dan, ampak ja, trading card game, get into it. In med drugim so tudi omenili, da bojo delali, to so že prej povedali, ampak voice actali novo live action serijo, originalni voice actor iz animejo. Ja. Na Japonskem bojo pač voice actali. In predstavili so tudi nov trailer, live action trailer. Pač, To pa še nisem videl. ja, nov trailer nisi videl. Mislim, z japonskim glasom. Ja. Bojo originalni, Luffy bo Luffy in tako naprej. Vsi bojo voice actali in to so pač predstavili na odru. Tako da, ampak kar se tiče trailerja, ne? Prvi trailer oziroma teaser so že predstavili nekaj tednov prej na brazilski, tako imenovani konvenciji od Netflixa, ki se je imenoval To Doom. Ja, na brazilski zaradi tega, ker je imel Netflix neko svojo promocijo in tam so predstavili zelo veliko novih serij, med drugim tudi One Piece. In tja je prišel cel originalen cast Straw Hatov, ne? Se pravi, Inaki Godoy, ki igra Luffyja, Emily Rudd, ki igra Oh my Nami. god, ti poznaš njihova imena. Sky Tyler, ki He knows all. Tess Skyler, ki igra Sanjay, tako naprej. Vsi core igralci so prišli tja, so predstavili teaser. In teaser ni bil najbolj sprejet strani fanov, res je bilo tako 50-50. Videl se je, da ima precej dislikeov na YouTubeu, čeprav bi precej gledan, je bilo precej dislikeov, ker ni bil všeč. Ni prikazal dovolj. Ne, ampak že sam grafične, pač računalniška animacija ni bila on par s tem, ker so pričakovali, ker vsi so vedeli, animeja ni mogoče transformirati v live action. One Piece sploh ne. Ne, ampak vsega, karkoli smo do zdaj imeli od anime franšiz in so želeli narediti live action serijo, je bil ponavadi polom. Zelo Like, redko think so uspele, anything, think mogoče Dragon tako Ball eni 200. Evolution. Think anything, ampak Mislim, da je tako Rurouni Kenshin je bil edini dober film. Zdaj novi Adaptation. sezoni. Za večino tudi, ko prije do kakih live actionov, jih zavrne stran od gledanja, ko povejo, da je Netflix. Da je Netflix komaj prekol, pa da bo. Pa ne. Tako se meni zdi. tudi Cowboy Bebop, ki je šel preko Netflixa, trailer je bil super, potem pa ko je serija prišla, bi totalen šrot. Totalen šrot. In za Netflix One Piece so podobno predvidevali. Ok, teaser že zgleda slab, kaj bo šele serija, ne? Zdaj so pa izdali nov trailer ven, kjer je pa res, mislim, mi je elevator malo pričakovanja. Igravci lepo prikazujejo. Animacija, računalniška animacija zgleda pač precej na višjem nivoju. In ko pomisliš, da tokrat zares je avtor sodeloval pri pripravi live actiona. Ni samo, je glavni producent. Nisem glavni producent, ampak dejansko vse scene, ki so jih posneli, je Oda personally pogledal in dal svoje kritike. In marsikatere kritike, ki jih je dal, je pomenil, da so mogli reshootat scene, ker ni bil pač zadovoljen. In da je bil ta back and forth je trajal 7 let. Mora biti perfekt, ne? Ja, pač 7 let je trajalo, da je celotna produkcija šla čez. Snemati so začeli šele nekaj let nazaj, ampak že, da so pripravili scenarij in vse ostalo. Oda sicer razume, on ne dela filmov, ne? Torej, če si ti dober v mangiš, ne pomeni, da boš dober pač izdelovalec filmov, ne? Ampak neko vizijo pa je imel in veliko stvari so reshootali in tudi za vse igralce je pač personally dal ok ali ne ok, ne? On je tudi nekaj časa že nazaj v SBS-u napisal, če bi One Piece karakterji bili
real life ljudje, iz katere države bi bili. Ne? Za Lufija je rekel, on bi bil Brazilc, naprimer. Za Sanjija. Braziliji. Za Sanjija v Franciji, za Robin Rusija, za Nami Švedska. Za Frankija Amerika in tako naprej. Zdaj ti govorimo o karakterih, ki jih ne poznaš. Ne? Ampak, anyway, res zelo lepo so ta trailer dali ven, res videli se je, da so se zelo potrudili in moraš tudi vedeti, da je budget za to serijo večji kot, ne vem, poznaš Game of Thrones. Večji kot za Game of Thrones, večji kot za Mandalorian. Mislim, da eden največjih skoraj v zgodovini, če ne štejemo Lord of the Rings od Amazona. Nisem še gledala One Piece kot anime, še ga nisem gledala, vidim pa ga ogromno okoli. Mislim, tudi jaz sem naredila en karakter za novi produkt. Ti si lahko naš testni produkt, da prvo pogledaš live action, pa potem anime. Vse tudi gledala trailer od One Piece-a, sem pa tako, nice, ker sem še ga kazala okoli, fandom sem pa tako, hey, what do you think about that? On je bolj tak tisto, ker je pač live action in ne pričakuje, da bo za nekaj full wow bilo. Prednost One Piece live action je tudi, da ker so imeli pač tak budžet, niso se zelo naslanjali na računalniško animacijo, ampak so prope naredili same. Vse ladje so izdelali ročno. Veliko, ki bi jih pričakvala karakterjev, ki ne izgledajo preveč anatomsko človeški. Recimo, obstajajo rase, kot so fishmani, ki so literally predstavljali si half fish, half human. Mermaids. Ampak niso se odločili, ne vem, narediti nekaj računalniško animiranih, oziroma tako, nekako povzdignjenih ljudi, ampak dejansko so naredili prope, nekako prop made. Like people. Star Wars. Ja, tako da res zgleda bolj real life, zgleda bolj consumable. Da ni računalniško vse. Mislim, načeloma so dobro prilagodili. Ja, zelo lepo so. Zanimivo zgleda, splače se gledati. Edino, pač moj grad je morda pač edina Arlong. Sej, Arlong. Arlong, ne, ampak njega bi lahko, za njega bi lahko. Tak skinny. Ja, skinny je, točno tako mali anemičan. To je moj največji gripe pri tem trailerju, ker vse ostale stvari mi izgledajo super, Mihawk, awesome, ampak Arlong, če se ga spomnite iz mange, on je tako zgleda, veš, anatomija One Piece je taka, da imaš določene osebke, ki so dvakrat večje od naprimer navadnih ljudi in Arlong je eden takih dejansko persona, ne? Dvakrat večji in obstaja scena, kjer dvigne enega od članov teh mainga casta, prav dvigne ga z eno roko, mu odtrga. What? Ja. Če sem glika bral mango, kdaj ti to naredil? Odtrga Zorotu tiste obliže in ja, vidi, to pa je res naredil, da je presekan. Ja. Ampak tam se prav vidi razlike med navadnim človekom in fishmanom. Za glavo ga tako naredil pa. Tukaj pa nekako sem ga naredil human size, tako da to je mogoče moj največji gripe. Pa zanimivo bo, ker vsi izgledajo kot cosplayer. Ampak sem hyped, dude, I'm hyped, I can't wait. Če so vredni cosplayer. Glej, ko bo se zgodil, bomo gledali, bomo videli, pa bomo komentirali. Konec avgusta. 31. august, ja. To je to. Nice. Netflix ima v bistvu to navado, da vse objavi naenkrat, oni ne objavljajo. Ne, mislim, da bo tedensko odvisno od serije. So tudi za anime, veš, tedensko bundajo. Mislim, če gre za, po mojem, če gre za franšize, ki so že izdane v celoti, potem bojo izdali mogoče celo. Mislim, da pa za take serije, ki so nove, bojo pa tedensko. Pač ugotovili so, da retention ljudi, da lahko razmislijo, kaj so gledali. Ja, to je bila ful napaka, doskrat sem slišal, da Netflix ne zna marketirati, oziroma ne zna v bistvu delati hype okrog svojih serij, praktično. In v bistvu vse objavljeno naenkrat in pa v bistvu, ne vem, je zanimivo en teden in pa vse pomre, ne? Mislim, vem, da tako ene razdelijo v dva dela tudi. Celo. Mislim, če daš vse naenkrat ven, bo tako, ne boš bil tako nahypen, ker že veš, da imaš in imaš čas pogledati, nisi za naslednjo epizodo nahypen. Ne, pa tudi ljudje bingeajo in potem sploh ne veš kaj se dogajalo, zato ker nisem imel dovolj časa procesirati, kaj točno si zagledal ti. Ni tisti excitement, ko čakaš en teden ali pa kako dolgo, da prije nova epizoda. Ne, da horror, ko čakaš pa pol. Se je mukotrpno čakati en teden, ampak kaj veš, sem verjetno tako dosti odvisen od same zgodbe, pa je neka srednja mera, zaradi tega, ker tako en teden je lahko za kakšne serije preveč. Pač
a veš, ko že kdaj pozabiš, kaj se je zgodilo prejšnji teden. Pač mora biti ravno pravo mero kontenta, pa glih pravi kontent mora biti, da ti nekako ostane v glavi še toliko časa. Da ko mi čakaš, da ga boš povedal. Tako da kdaj si predstavljam, da kdaj mogoče pride v poštev, da narediš pol, ne, pa izdaš, ne vem, polovico sezone tako, pa polovico sezone čez en mesec ali kaj tazga. Kdaj pa pride v poštev, da narediš tedensko, ne, pa izdajaš vsako. Anime za One Piece, na primer, izhaja že od leta 99, če se ne motim. Vsak teden. 24, 25 let. Že vem, da je to ogromno epizod in vsakeč, ko slišim, kak je anime, ko ima ogromno epizod. Ashi, ko boš začela One Piece gledati, res, zagotavljam ti, spremenilo ti bo life. Okay. Sam začni konsumati to. Ja, ker če gledaš eno epizodo na dan, ti bo vzelo par let, da boš se pogledal. Ti bo spremenilo live. Definitivno se bo live spreminjal. Priporočam, da bereš mango, ker Oda je neverjeten avtor, zelo dober pisatelj. Jaz pa ne bi tega rekel, ker zdaj berem mango in se mi zdi, da je anime do Sky Islanda boljši. In potem pa nekak mi je tako. Vsak ima svoje preference. Preden prije do Grand Linea se še je iskal svoj art style, še ful tak bilo. Tak bi rekel. Jaz sem tako slišal tistih, ki ste pač gledali in brali, jaz sem bral, da ima pač anime veliko teh filerjev, ki jih nima veliko filerjev. Sky Island sploh ne. Bolj je bil problem, ker so dohiteli mango in so morali zafilati čas. Ampak tudi, mislim, da za res veliki filerji so samo mogoče enkrat ali pa dvakrat in to je res tako samo mogoče 10 epizod. Sicer pa, kako oni podaljšajo anime, da ne seže manjke, da razvlečejo kakšne scene. Ne da naredijo filler, ampak da, veš, recimo, imaš kakšen fight, pa naredijo dodatne scene v tem fightu. Mislim, da mislijo kot filler, zaradi tega, ker tudi potem reče folk, da ne moreš preskočiti, da so nas I don't mind, da pač dobiš kakšne zanimive, veš, ker recimo One Piece ima več kot 500 pomenovanih karakterjev. 500. To sem čula, Tako da rabijo podaljšo sceno, da lahko Oda tako dobro napiše karakterje, that you feel for them. Čisto vsakega imaš rad. Ampak največji problem je, da na začetku še ni vedel, kam gre, ni še vedel določenih elementov in so ful pozno bili predstavljeni in se mi zdi, da zaradi tega je boljši anime, ker so že veliko prej začeli. Naprimer, Luffy ves čas govori v animeju, da bo King of the Pirates. V mangi ful ne začne tega hitro govoriti. Reče parkrat, ampak ni še točno razumel King of the Pirates. V animeju čisto vsaki začetek je pač, ko Gold Roger reče svoje. V mangi res. Mislim, da ti bo tudi všeč kot karakter, ker ni tipičen trope shonen karakter. Naprimer, on noče postati the best, because, pol si pač najboljši, najmočnejši. On vidi to, da postaneš top, kot najbolj svoboden. Veš, njemu ni, da bi bil na čelu neke posadke ali pa da bi vladal neki pokrajini, kakorkoli. On hoče biti sem najbolj svoboden in to je za njega tisto. Ampak še zdaj, po 25-27 letih, kakorkoli, ne vemo, kaj so njegove prave sanje. Ker je ena scena, kjer svojimi brati si povejo, to so moje sanje, to so moje sanje. Od njega pa ne povejo? Od njega pa ne pove na glas. The twist! In še vedno, mislim... Niti ne vemo, kaj je One Piece. Ne vemo. Ne vemo, kaj je. Kokoro, Frenči. Ne vemo, kaj. Niti ne vemo, ali je material ali ni material. Bodo povedali to leta kasneje. Ne vem. Bolj ali manj. Po parih letih. Razen če Oda umre. It's so very interesting. In premis je res svet, kako ga je zgradil. Ker je večinoma voda. Večinoma je voda in to je pač svet piratov. In imaš določene strejne kopnega, ki jim večinoma vlada ta samo to ne smeš binžati. Smeš binža, to moraš res počasi. Oprosti. Gregi, bodi prijazen. Moraš biti nežen do mikrofona. It's your baby, kiss it. Mogoče še ena zanimiva stvar, Gregi, zate. 6. augusta. 6. august? Ja, bomo končno videli Gear 5. V animeju. Jaz bom mogel iti naprej zgodbo. Oh my god. Končno. Zdaj so že teasali to. Naredili so teaser za to sceno. Resno.
končno boš videl, ja, ker recimo, tako kot TCG Park prikazuje Gear 5, it's not exactly accurate. Priporočam. Ashi, Barry, Glej, consume my sniff, I don't care, One Piece. I sleep in it. Vzameš si knjigo, nas piše za knjigo, pa poštram. Njegov sladoled je. One Piece is the goat. Ampak če se še vrnemo k spomladanski sezoni. Now that's a transition. Ja, ne, vi ste, kad dejansko pač ko spomladanska sezona je imel. Ja, Gundam. Bom rekel, da se je nekako zaključil. Nikoli ne bom gledal Gundama, nikoli. Ja, ampak je pač if you wanna get into Gundam, and if you don't wanna watch like the older Gundams, this is a good Gundam to get into. Se mi zdi, da je Dangotov ta Gundam, vsako epizodo zdaj že kar tradicija. On je Gundam, merchant, seller, potujoči trgovec, on sem Gundam. Mislim, moram priznati, da mi je bil par zadnjih epizod je bilo tako dolg cajt. Prva sezona je bila ljubša. Ja, Suleta Sunday je bil mim. Ne, drugače ima Hotskaj no Jome? Ja. Ja, ampak še zmeraj ne top. Pa to je bila spet druga sezona. Ne, ampak je pač je pa good. Ja, ne, definitivno vredno ogleda. Ja, ker je unikaten anime. Se tudi prva sezona je bila perfektna. Ja, mislim, ker je unikaten anime z tega vidika, da dejansko govori o bolj keltsko mitologijo, vzamemo za inspiration. Tako da to je zelo zanimivo. To ti anime smo želeli povedati, kaj ono iz NMN-a, da mora gledati. Oni iz NMN-a? Pozabljam imena. Jaz nikoli si ne zapomnim imen, ne morem. Jaz sem si še kuj zapomnila, da me nisi še pozdravil. Hell's Paradise? Ne, pač to, kaj si zdaj govorila, druga sezona, ko ste gledala. Hotskaj no Jome. Rebeki, ko smo Rebeki smo pozabili povedati, kaj ime. Čakaj, ker ona je bila za keltsko, ona hoče či več keltskega. Ampak ja, tudi Rebeka, Hotskaj no Jome, to moraš gledati. Megas Bright. Megas Bright po angliško. Megas Bright, to. Ja.